En list papirja držimo v zraku, drugega pa tesno ovijemo okoli kovinske palice. Pod vsakega postavimo vžigalnik. Kaj se bo zgodilo? A. Papir na kovinski palici je zaščiten pred plamenom in ne bo niti počrnel. B. Papir v zraku bo zagorel pozneje, ker je slabši prevodnik. C. Papir na kovinski palici bo prej zagorel, ker se bo kovina segrela. Ali D. Papir v zraku bo zagorel prej, ker je zrak boljši izolator. Jaz bi dal C, ampak ne vem. Tam C. Nekaj sekund, ekipi, izberite odgovora. Vijoličasti so izbrali odgovor B. Papir v zraku bo zagorel pozneje, ker je zrak slabši prevodnik. Rumeni, vi pa ste izbrali odgovor D. Papir v zraku bo zagorel prej, ker je zrak boljši izolator. S papirjem se v bližini ognja načeloma ne igramo. A kaj se zgodi, če ga ovijemo okoli kovinske palice? V tem poskusu bom en list papirja držal prosto v zraku, takole, drugega pa bom tesno ovil okoli kovinske palice. No, to sem pravzaprav že naredil. Pod oba papirja bom postavil tudi en plamen. Opazujmo razliko. Najprej samo papir v zraku. Takole. Ja, kot vidite, ta seveda hitro začne temneti in tudi zagori. Ja, takole. Bom kar hitro pogasil, da ne bo slučajno kaj narobe. Takole. Zdaj pa še papir ovit okoli kovine. Kar poskusimo. Evo, ogenček. Da mi ne bo to slučajno zagorelo direktno pred obrazom. Ja, nič ne kaže, da bi se to zgodilo. Presenetljivo je, da se nikakor ne uname. Kovina je namreč odličen prevodnik toplote, zato hitro odvaja toploto stran od papirja in s tem prepreči, da bi se ta dovolj segrel za vžig. Zrak pa je zelo dober izolator in slabo odvaja toploto, zato se papir v zraku hitro uname. Zaradi dobrega prevajanja lahko torej kovina celo zaščiti nekaj tako vnetljivega, kot je papir. Pravilen je odgovor D, ki je 10 točk prinesel rumenim.